Evo, to je pa druga postojanka danes na Koroškem. Smo tukaj pri Miti in pogledali si bomo tega kompakta. A se boš predstavil? Zdravo, sem Mitja, star sem 25 let. To je pa moj drift auto. Pač odpadnik, kjer ga smo pač delali iz vseh delov, ko smo jih dobili. Pa na koncu pač nastalo to, pa smo šli malo za fun probat na progo, pa smo pač dosegli, kar smo dosegli. Razlog, zakaj sem se ustavil tu, je ne samo to, da njega poznam, da je moja stranka, ampak tudi to, ker mi je padel v oči na res gazmik kapu. Navijače Mihe Kugoniča prosim, naj se javijo, fanta naj ga spodbujajo, prav tako navijači Mitija Obretana. Ba fanta ne šparata sklopke na tranzičnih. Kompakt Mitija Obretana malo pobegnil Kugiju, ki je probal linijo poravnati in podaril kakšen stožec, za katerega smo rekli, da ni toliko hudo. Ker je za avtom, ki je res basic setup, za v bistvu res budget avto, dosti dobro vozil in se dosti dobro uvrstil in se hotel, da pač pokažemo, kako se za malo truda, ampak pravilno vloženim trudom lahko dosti zabavaš. Ja, dosti. Pa tudi nekaj dosežeš na lokalnih tekmovanjih. Pa ja, če pač imaš voljo, pa moč, pač ti lahko uspe, samo pač probat moč. Ja, evo, to je E36 kompakt, ki je bil kaj serijsko 316i. Danes pa ni več 316i, pa češ pokazati, kaj imamo po kavbo. Ja, štanc je pač dančen dan je pa to M50 Monoanus motor. Tako da to je ta prva generacija 325i motorja, ne? Tako. 189 konjskih. Tako, ja. To je ta z debelim sesalnim kolektorjem, ki ga vsi iščejo, in starim tipom mafa, sta velikim mafom. Pa tudi zanimiva stvar tu je to, da je ta loputa za gas dosti bolj kompleksno narejena, kot pa pri kasnejših motorjih. Ena interna, nosilec filtra, je podporna palčka od sesalnega kolektorja. Tako, točno to. Pravilno si ugotovil, ja. Kako to, da si se odločil za ta motor? Pa ne vem, našel sem ga, ti si mi ga priporočal, ker sem iskal 2.8 motorjev ni in pač nisem imel druge opcije. Vsi so govorili, da motor nikamor ne gre, da je zaspan, da je len. Mene je pač zanimalo, kako to gre in pač sem ga naredil skup. Dali smo lajšan ustrajnik, računalnik je tekoni kitajski čipnet iz eBaya. Pa avto, jaz kakor ga vozim, avto fajn gre, no pač drugače, ko pa so govorili, pač motor res fajn gre. Definitivno kompaktu pomaga to, da pač je fejst lahek, ne? Pa če se motor zavrti do teh 7000 obratov, ko se s kitajskim čipom, se tudi pol dejansko premakne. Pa da, ja, je kar v redu, no, se pravim. Me preseneča za teti 2.5 motor, ko so vsi pravili, kak je len, ne, pač vse je znam potem, da je len. Inštalacije vidim, da ni od 36, ampak zdaj je kot 34 mogoče? Ja, je od 34 inštalacija, pa se je pol predelala na original šasijo, na vse konektor več. Za hlajenje skrbi pa navadni hladilnik od klima modela? Od klima modela pa od E39 killer je. Da je dosti večji, ampak smo mogli tu predelati, pač to je bilo odpadnik. To smo naredili na hitro pred tekmo, ker mi je avto kuho na Reslandu, ko smo imeli probno, je avto kuho in nisem vedel, kako naj rešim to, ker nismo imeli dobenega električnega ventilatorja ali pa karkoli. In sem imel pa glih killer doma in sem se odločil, da bom dal killer v 39 in je rešil situacijo. Ne kuha več avto. Super. Tako da se poznate, ste par litrov vode. Ja, v bistvu, zdaj ko pogledam, je dosti širši. Ja, veliko širši je, pa bolj dolg je, v višino je višji. Višji je v višini. Tako da se res poznava, tudi predi nima več nič neteralja, vse bom pobrano. Tako da res fajn pihne skozi avto, da se ohladi. Ker glede na to na res gez, pač tu, ko smo vozili zdaj, smo veliko ostali tudi, ne. Taj pač avto rad kuha, pa ni niti malo, temperatura skozi lepo stala, tako je treba. Tako da ni bilo dobenih problemov. Super, ja. Eventualno lahko hlajenje nadgradiš samo še s tem, da daš nek obod. Tako lahko bi, ja, da bi pač direkt v killer pihalo, da ne piha mimo. Imeli smo doma, kolega je kupil camber plate, ko so pač bile neke kikiriki, pa smo jih malo podelali, predelali, da so bile malo boljše. Imeli smo jih doma, pa smo jih dali gor, pač, ker smo imeli gevinde. Za svoje 36, ko sem kupil nove gevinde, stare gevinde sem prestavil tu gor, ker sem pač redel odpadnik. Pol smo lock kit, mi ga je Rok naredil,
sem tezga gre naredil. Roke smo dali gre od E46, da smo ga malo raztegnali. Od česa so drop linki original, ne? Ja, original 36. Zunanji volanski končniki so od 46, tako da paše na Lockheed, ker je bil Lockheed za 46, ko smo ga na 36 ponudili. Gewinde pa tega tehnik. Gewinde pa tega tehnik, tako najcenej, kar je bilo možno. Dela in to je to. Tako, dela pa, 6 let so stare, nisem nič masne nastavljati, gre v nulo. Tako da, je nekaj. Sicer so zdaj v šodru, ampak tudi on uporablja spredaj 595 RSR gume. Tako. Moja najljubša guma za spredaj. Ja, res je. 195, 50, 15, tudi primerna dimenzija. Točno to, res je fajn poda za to, kar ga uporabljamo. Zadnji pa tek švasan diferencial, puše Strongflex od tebe. Torej, dosti folk je na live streamu videlo pa pokomentiralo te odbijače. Ja. Čemu? Pa avto pač, velikrat smo ga ruknali, a ne? In pač smo se odločili, da pač to se ne več ponavljalo. Ker pač lažje popraviš kako tako štango, ko pač moraš cel bok popravljati, a ne? Tako sem ga jaz, ko sem nazadnje pač udaril v tisto ograjo. In pol smo se odločili, da bomo naredili močne, robustne odbijače. Oblekli smo jih po omrežju, da pač zgleda malo drugače. Dobro. A so ti odbijači ful težji, kot pa serijska traverza plus odbijač? Po mojem ne, po mojem je glih, če ne celo lažje. Ker tam tek veš, tista traverza tek ni tek lahka. Ja, ker kljub temu, da pač ta odbijač gleda ful robustno, je dejansko narejen iz 30x30 profila z 2 mm steno, ne? In ta profil sploh ni tak težek. Ne. Smo gledali malo tudi na to, da kek smo prej ven lajšali avto, da ne bomo pol nazaj dobili s tako bedarijo pač. Evo, avto je tudi oblepljen z nalepkami. Kaj boš povedal sponzorje? Ja, sponzor je Dejan. Našla smo se tudi na avtošovu z BMW 36, ko sem stajal tekmoval, on ima Dodgea, tekmoval je za Dodgeom, tam smo se poštekali. Pol je bilo pa tek, da teta avto nima več tehničnega. Mogo bi zamenjati šajbo, mogo bi marsikaj narediti nazaj v tisto stanje, da bi dobil tehničnega, ne? Ker pač to je problem. In nisem imel vole, pa sem njega vprašal, če bi bil za akcijo zraven hoditi na drift kape, pa malo tekmovati, pa sem imel fajn, pa je bil za akcijo, pa smo se poštekali, pa nama je ful všeč. In je rekel, da bo moj sponzor. Zdaj pa lepo je oblekel cel avto, vse, tudi on je delal tete odbijače, vse sam, pa uječitev vrstni za amortizerje, uječitev Gepeko je tudi on delal. 5 minute craft. Ja, 5 minute craft, tako. Je tudi on naredil lasersko odrezano vse. Da je vse nekaj bilo ojačano. Rezervni diferenciali vidim, da so stand-by. Tako, ja, ker nam je na zadnji tekmi nam je crknil diferencial in pol nismo dobili diferenciala z istim razmerjem. Smo dali z drugim razmerjem, ker menjali smo ga slabe 3 ure. Treninga je ostalo glih pol ure. In se nisem mogel navaditi razmerja diferenciala in pač sem šel v top 16 že domov. Tako da pač... To je pol nekaj za razmisliti za bodoče, ne? Ja, točno tako. Zdaj bom pač kupil 2 ista diferenciala, da bom imel 3,45 razmerje, ker mi pač ustreza. Navadil sem se ga, pa da bomo imeli toliko na zaloge, da lahko na 1, 2, 3 zamenjamo, da ne potratimo toliko časa, ko smo ga nazadnje. Ker nazadnje smo ga mogli boljše variti tam pri Res Gerniku v delavnici. A res? Ja, smo ga varili tam, Dejan ga je varil, tako da nam je še testo kaj cajta pobralo. Do zadaj je tudi zaščiten avto z odbijačem. Tako. Tu so pa malo bolj masivni profili. Ja, ker tu je pa bilo, zadnji je le bolj na udaru avto, kot pa od spredi. Zadnji teti bok je bil tudi popravljen, smo celega mogli na novo narediti. Nismo dobili nikjer original boka, smo mogli vse splet pločevine narediti in smo ga na hitro naredili. Iz druge tekme na tretjo tekmo smo v bistvu to popravljali. In pač ni bilo veliko časa, da smo se pozdali zdravno naredili, koliko tu nazaj. Puše na mostu so od SketchUpa, vse komplet puše na mostu, ter puša diferenciala, Strongflex lizike od spredi so na rokah. Edino, kar mi še pa ni moram še naročiti, je puša volana. Roke so original disk? Roke so original diski, ja. Edino, kar je bilo, distančniki so gre to. Ker pač spred je dosti širši avto kot zadnji. Moramo še nekaj narediti, da bo še širši od zadnji. Da pridemo na neko isto medosno razdaljko. Zdaj pa še notranjost tega avta. To je pač bilo, volan itak ne moraš imeti serijski, a ne?
smo šli na eBay, smo naročili fake Momotov volan, adapter, smo ga zmontirali, dosti boljš kot original. Malo smo se igrali, smo števce pobrali, smo kazalce prebarvali na rumeno, ker imam pač večinoma rumeno. Tudi short shifter je bil delan, je tudi rumen. Tudi Rok Mlekoš naredil ga. Ročna je bila pa prvo delana tu, kot normalna ročna, ker je bil avto še street legal, pa smo driftali malo z njim. Pol je bil pa problem, ker je to kitajska ročna in so ful slabe konstrukcije modela. In smo mogli pol vse predelati, da smo ujačali, pa sem si jo sem prestavil, ko je boljši. Lahko jo veliko lažje lahko potegneš, ali pa če moraš gor vlačiti. Če cel dan ročno gor vlačiš, te pol fajn boli. Te kitajske ročne so z dvojke pleha, ne? Ja. Kar je to stanek pleh in zato je Stanek, treba eventualno tu ojačati, ker tu je šibka točka, najprej se zvije, pol pa poči na tem varu, ne? Točno to se je zgodilo in pol smo rekli, da bomo kar na to plato fiksirali pa ojačali, da smo naredili vse v skupnem, da se fajn poklapa, da dejansko funkcionira tako more. Zanimivo, da si se odločil dejansko odrezati armaturko pa dati stikala za šipe na stran. Tako, ja pač mora biti še vseeno neko funkcionalno, da imaš med vožnjo, ker pač včasih ti paše, da imaš odprto, včasih pač bi rad imel zaprto, a ne? In je pač prišlo najbolj fajn to gr, ker tega dela zdaj tik ni več. Definitivno. A radio dela? Radio dela, ja. Ampak zdaj ni kontakta, ne akumulatorja, ne nič. Drugače pa dela, lahko poslušam muziko med driftom. No, super. Strop pa tudi, strop je bil povešen, tako vsaka, ne. In smo pač pol vzeli dol, pa smo malo s tem vlaknom popravili zadevo pa. Čak, dejansko ste ga s fiberglassom češli? Tako. Ja, cool. Tako da je neki ger, ker je bil pač prej tisti oranžni lim gor in mi ni bilo nekaj najbolj všeč. Ja, tisti res ogavna stvar, ne. Je pač tek treba še marsikaj dodelati pa popraviti. Tudi tapete imam namen, da bi jih pač zaprl, da se to nič ne vidi, a ne. Ker tudi med vožnjo ni fajn, če rukneš, kam se lahko poškoduješ. Tako, da zaščitiš te ostre robe, ne. Tako, zaradi same varnosti. Si pa vidim, da ti dodal te trakce. Tako, ja, da lahko zapiraš vrata, tako, da lahko lepo zapreš vrata. Evo, sovoznik se fura na navadnem zicu, kaj pa je na voznikovi strani? Voznikova stran je v zicu od Ricarota, to je tudi bilo kupljeno, en zic sem dobil od bratranca, ko je kupil transporterjev kombi. In je bil transporterjev en kombijo. In je rekel, če ga bom imel, da ga lahko kupim. In sem ga kupil, pa sem ga za foro tu net naredil za prvo tekmo. Prej je bil pa originalci isto not. Teda smo pol pač to naredili, da vse lahko sedeš normalno, pa tu si lahko nastavljaš vse ledvice, ali da te fajn zategne, pač dejansko je v redu zic, je pa električen. Ampak ne dela elektrika, ker je nismo priklapljali, je vseeno mehanski, a ne, da lahko pač prestavljaš šine, kam hočeš. Pa priklopen je. Pač v bistvu dejansko je še za kompaktne kupeje. Kako to, da je tudi ta T-komad blendiran? To je bilo na hitro impresionirano, pač mogli smo narediti, tak komad smo imeli, pa smo ga utrgali. 2 dni, kaj je bilo, 2 dni preden smo šli, zadnji dan preden smo šli na tekmo, ne. In itak ni bilo druge, baker, Dejan ima doma pač hvala Bogu robe, da lahko švasa glih ka hoče, pa da mi je po švasu celku, pa smo naredili blendu, da smo lahko T-komad ponucala, ker trgovine niso bile več odprte, takrat, ko smo ročno predelovali. In smo pač, tako, in smo ga mogli pač dodelati. Se pravim, to je pač odpadnik, to je bil avto narediti iz vseh možnih kosov, ko smo jih imeli doma, smo sestavili to, pa smo naredili pač, probali pa se je išlo. To je z relativno malo truda, ampak pravilno vloženim trudom, ne? Ste v bistvu sestavili avto, ki je več kot sposoben driftati. Tako, res je. Pa je tebe tudi v bistvu pripeljalo do terenih rezultatov letos? Ja, res je, rezultati so bili res proti pričakovanju. Mislil sem pač voziti za fan, ampak na koncu sem kar padel v to in sem videl, da pač se da, če se potrudiš. Zdaj pač imamo namene v prihodnje sestaviti drug avto. Tudi ga bomo dodelali, ampak sestavili bi pa drugega. Ker to je pač še vseeno je zadnji most fiksen, ne moreš nastavljati optike, ne moreš nastavljati camberja, nič, a ne. So pa bile, kako so bile te nalepke? Kolega Mezek je prišel, se nek dejal špolepo nam avto in rekel, ja bom pa on ga džabe naredil. In pa smo pa lepili, tako je padla, tako smo jo zalepili. Nič nismo komplicirali. Malo da, pač prišlo je do izraza. Jaz sploh nisem bil zraven, to je bilo pač oni so delali presenečenje za mene, jaz sploh nisem vedel, kaj se dogaja z avtom, pa so na koncu naredili pač dejansko zanimivo poslikavo.
Dobro, ne, pol naslednjo rabi sam še Motula. Tako, res da. Če bi mi bil sponzor, kamor. Evo, za vse Motulovce, ko gledate, ne. Tako. Ja, presegam pa na Motulu volje, tankam pa Motula skozi. Ja? 60, v Delija 36 in v driftalca Motul. Imam pa tudi krosa, pa tudi tam ne tankam Motula. Dobro. Ker je res dobro volje. To si fiks na krosu se navlekel na Motul. Ja, tudi nekaj časa, ja, prej sem vozil krosa in po tistem sem videl, da pač se splača dati kak evro več za Motula. 2023 je bila tvoja prva tekmovalna drift sezona, ne? Tako je, res je. Kak je občutek na tekmovanjih? Živčnost, nestrpnost, ne veš kaj bo, kako bo, še vseeno so vključeni drugi, rezultati so, moraš dati pač malo več od sebe, ko pa to, kar smo prej delali, ko smo hodili pač za sebe malo narediti, len probavati, driftati, odkrivati te, pač, kako se to odvija, kako se dogaja, kaj narediti v trenutku, ko pač avto gre po šrek. In pač, ja, je kar zanimivo, so kar zanimivi dnevi tekem. Kako si pomagaš, kako sam sebi pomagaš, da se spopadaš s kombinacijo živčnosti, s kombinacijo pritiska? Dobro vprašanje, pač sediš v avtu, pa si govoriš, vse bo, kaj pa te tu si zato, da pač peleš tam, če se zgodi nesreča, da te zasuče, pač ne moreš kaj, daš pač maksimalno od sebe. Imam pa tu tudi dobrega svojega sponzorja, ko pač zna motivirati, da tisto pravo energijo, da veš, da ne rabiš biti živčen, da pač te žene naprej, ti pove pa kaj in je res veliko pomaga, če imaš nekoga. Super povedano. Driftanje je hitro rastoč šport. Vsako leto odkrivamo nove načine, kako narediti več konjev, katere avto uporabljati, katere kose uporabljati. Vsak nekaj probava po svoje, tudi ti. Kakšne imaš plane za naslednja 3 leta, ti in drift v naslednjih 3 letih, kje se vidiš? Jaz in drift, ja, v naslednjih letih se pač vidim, da bi pač uspeli z novim projektom, z novim avtom, da nam uspe priti, ne vem, tudi v Mičevac, tam, kjer ti voziš, na mogoče večje dogodke, ne samo v Sloveniji. Pa da bi bil, ne vem, mogoče, da bi res dobil neko prepoznavnost, pa podporo ljudi, da imaš veselje za to, da počneš pač nekaj z srcem. Ker to je pač drag šport, ne moreš to uporabljati vsakodnevno. A ta bodoči projekt je že začrtan? Ja, neki je, neki ni, zdaj iščemo še rešitve, kaj narediti, da bo pač iz motorja ne več, kar se bo dalo, da bo tudi školjka narejena za to, da boš pač lahko nastavil optiko, tako ti bo pasalo, da bo avto res šel tako hočeš, tako pač vsak drifter želi, ne pač, da se avto pere, tako se mora pelati. Koliko časa se ukvarja z avti? Z avti se ukvarjam 6 let, še več. Šraufam, pač začel sem z mehaniko, ne šola, mehanična šola, veselili so me avti, motori, samo da je pač bila hitrost, pa da je pač vonj benzina. In pol pač smo začeli. Tudi avto imam 3 leta, 36, kako imam za Delija, imam 6 let. In tam sem dobil večinoma navdih nad avti, ko sem nekaj naredil, pa sem šel na avto šov, pa sem to predstavil, pokazal, folk je zanimalo, dobil sem tudi pokale. In to mi je dalo neko zadovoljstvo, ne vem, pač, da se ukvarjam s tem, da sem v tem. Si pridobil en kup znanja, to pomeni, da lahko en kup stvari narediš sam od mehanike do izdelave. In me zanima, kaj bi bil tvoj dream auto, torej za driftanje? Dream auto, ki ni omejen z temi okoliščinami, z financami, omejen si samo z domišljijo in svojim znanjem. Nissan Silvia S15, ne vem, pač všeč mi je Silvia, ne vem, Japonc, dober avto je, fajna karoserija za to, kar pač bi ga uporabljalo. Pa lep je, ne vem, pač nima ga vsak. Kaj bo motorizacija? Original? Ja, ne, pač kak RB 26, to bi bilo kar zanimivo. Glede na to, da imaš v bodočnosti ambicije tekmovati še naprej, ne? Ja. Pač iti na višje lige, tako si sam rekel. Če bo uspelo, ja. Obstaja, mislim, imaš v glavi endgame, kaj je najvišja liga, kjer bi si želel voziti drift? Odvisno, to pa ne morem reči, kot to, ne vem, niti še nisem toliko, da bi vedel, kje bi lahko vozil, ne, pač kam vse lahko pridem. To pač pol s tekom časa spoznaš malo. Ok, to je vprašanje za prihodnost, ne? Pa ja, je tako. Pa povej, za vse, ki jih zanima tvoj napredek, ki jih zanimajo tvoji avti, kje ti lahko sledijo? Ja, sledijo me lahko večinoma na Instagramu,
Obretan E36 imam Instagram, pa imam tudi Obrez Garaž svojo skupino, tam gre objavljam večinoma, kar delam v prostem času, kaj je moj hobi, pač s čim se ukvarjam. Imam rad, če se dela, da se naredi v redu, da se naredi kvalitetno, da se ne dela pač površno. Danes snemamo v tvoji domači delavnici, Ja, res je. ki pa je polno opremljena za servise, tako na motorjih kot za vulkanizerske storitve. K meni lahko pridete, dejansko pač delamo vse. Malo ličarije, vulkanizerstvo, servisiranje motorjev, od menjava verig do menjava DSG menjalnikov, adaptacije, imam tudi tester od Foxwella, dvigalo smo tudi kupili čisto novo. Pač to je vse na novo naredito, sam s tem namenom, da pač lahko nudim ljudem pač ugodno upravljanje vozil, da pač ni vse tako drago kot izgleda. Ja, pač začel sem pred 6 letom v tistem delu delavnice, ko ga vidiš tam, ne. Aha, Timo. In to je vse dodelano. V lanskem letu se je začelo, pa se je dogradilo. Aha. Od papirologije do zidarije, potem fasada, vrata, dvigalo, vse se je naredilo na novo. Polje bi zdaj nulo timing, da pokažem v polnem čaru. Tako, res je, lahko tako rečemo, no. Dejansko je bila prej ta lopa stil, ne? Pa je razširjeno na orang. Tako, zdaj je pač dejansko, tako se reče, delavnica za mehanika. Da lahko pač res delam to, kar hočem delati, da nisem namrzlen, pa da lahko upraviš vsako storitev. Me veseli, da so se ulovila časovno, hvala, da si vzel čas. Hvala tebi, da si prišel. Z veseljem, čas mi je predstavljati vse nivoje scene kot vstop na avto, ne? Itak. Z velikim srcem in človekom, ki je pa že ima ogromno znanja, pa predvsem velike ambicije in največ veselja v driftu. Tako, to je pa druga ljubezen, bi lahko rekel človek, poleg punca. Realistične zgodbe, kak je backstory te šipe? Ja, pač ta šipe, backstory je pač tak, da imeli smo avto, bil je prej motor M50 B20, ne? In je že bil neki pač malo več kot 316 in smo šli probat na Ivačko, ko smo imeli avtoslalom. In sem šel za forum malo voziti drift na avtoslaloma, ne, in itak sem prišel gor, sva bila s kolego skupaj, ko sva se vozila in je on tu stal. Jaz sem bil pa tek tam pred avtom, pa smo čelado podal teka, ne. In itak se je glih tisti cajt veku vrnil, čelada je priletela pa glih tudi na šipo in je šipa kar počela. In od takrat ven je pač šipa počela, nismo menjali. Ni na voznikovi strani, da je bilo moteče. Ja, pa še trda je, tako da se nič ne fleksa, čeprav je pajčevina, kar v redu. Res. Lepo sledenje Obreta, zelo na vrata samemu ludemu Perotu. Se trudi ujet, tudi on malo pokrajšal linijo. Nisem videl živo, ali se je celo malo poravnal tamle. Mislim, da je bilo ravno na meji, ampak do poravnanja po mojem ni prišlo.